Dober dan, lepo pozdravljeni na 3. tiskovni konferenci Slovenske matice v letu 2023. Pa vendarle predstavljamo knjige z letnico 2022, kajti precej knjig je bilo izdanih v drugi polovici leta, tako da zdaj nekako predstavljamo bero za nazaj, čeprav je bilo kar nekaj knjig predstavljenih tudi že na raznih pogovorih, večerjih. Prav pa je, da te naše publikacije delimo seveda tudi z vami, v glavnem novinarji, in seveda naj velja že vnaprej topla zahvala za vsa vaša poročanja o naših delih in o delu Slovenske matice. Dovolite, da predstavim današnje goste, in sicer avtorje, urednike naših publikacij. Današnja tiskovna konferenca bi se lahko tudi glasila Filozofske knjige Slovenske matice. Predstavili bomo namreč korpus del, ki so z področja filozofije izšla v letu 2022. In naj povem, da je seveda filozofija ena izmed najpomembnejših področij, tudi ki jih Slovenska matica pokriva, poleg seveda naravoslovnih del, leposlovja in nekaterih drugih področij humanistike na splošno. Naj kot zanimivost navedem tudi to, da je tudi v letu 2022 bila najbolj prodajana knjiga Slovenske matice, knjiga z področja filozofije, in to je seveda Dnevnik Marka Avrelija, ki je že kar desetletje, tako rekoč, na lestvici najbolje prodajane knjige. Zdaj pa seveda k današnjim avtorjem in urednikom knjig, ki jih bomo predstavili danes. Dovolite mi, da morda najprej pozdravim dami, torej doktorico Sonjo Weiss, docentko doktorico Sonjo Weiss, ki je z izdajo 3. dela Plotinovih zbranih spisov zaključila skoraj desetletje trajajoč projekt prevajanja Plotinovih del. Prav tako pozdravljam na svoji levi profesorico doktorico Olgo Markič, ki je prijazno uredila delo zbornik s prispevki, ki so išli ob simpoziju o Almi Sodnik in njenem filozofskem delu. In pozdrav še na desno stran profesorju dr. Marku Uršiču, ki je pri Slovenski matici še z letom 2021 izdal delo Presežne prisotnosti, eseji o Plotinovi metafiziki svetlobe, in ga predstavljamo danes v korpusu seveda filozofskih del, ker je bilo delo predstavljeno v letu 2022. In pa lep pozdrav tudi akademiku, profesorju dr. Tinetu Hribarju, za njegovo delo v zbirki Slovenska filozofska misel Sem, torej bivam. In ker je seveda nekako pravilo, da najprej predstavimo izvirne slovenske dela, torej tudi izvirne filozofske razprave in misli, se zdajle obračam k akademiku profesorju dr. Tinetu Hribarju, da predstavi svojo knjigo Sem, torej bivam. Knjiga je bila načrtovana ob vaši 80-letnici, vendar je terjala daljši čas nastajanja, kar seveda je za filozofsko delo, ki hoče nekako preiti tako vašo lastno filozofsko misel kot evropsko filozofsko mišljenje 20. stoletja, zelo tako rekoč samoumevno, da je delo trajalo tako dolgo. In danes, ko je pred vami, morda najprej nekaj o samem naslovu, ki se navdihuje pri Descartesu, in pa seveda o tem, kako ste skozi pisanje doživeli svojo filozofsko misel v vseh dolgih desetletjih, in nekaj tudi o kritiki Heideggera, ki je vendarle tudi v tej vaši knjigi prisotna. Izvolite. Hvala lepa. Predstavitev tudi
ker smo imeli vsebinsko razpravo o vsebini tej knjigi že pred nekaj meseci in ker nas je kar precej danes tukaj, bom svoj nastop skrčil na dobrih 5 minut. Sicer bom 3 točke navedel kot nekakšno napotilo za branje. Res bi se zastavil najprej k naslovu. Gre za razmerje, za odnos med biti in bivati. V večini filozofskih knjig se to dvoje enači. Nekateri tudi v Sloveniji celo izrecno poudarjajo, da med biti in bivati ali pa med biti in bivajočim ni nobene razlike. Sam nisem v to prepričan, oziroma sem prepričan nasprotno in bi tu pri neki preciznosti ustrajal. Moram reči, da so naši lektorji dovolj precizni, ampak kljub temu včasih niso in sem prišel tudi zaradi teh naslovov z njimi v krajši ali daljši spor, tako rekel. Če recimo že pri naslovu prejšnje trilogije Nesmrtnost in neumrljivost, je rekla lektorica, kaj je nesmrtnost in neumrljivost. Eno zadošča, to je eno in isto. Jaz sem rekel, ni, pa je. No, sem rekel, ni, bom razložil. Neumrljivost je to, pač, da človek ne umre, da se rodi, recimo, ne umre pa nikoli. Nesmrtnost je pa druga zadeva. Predpogoj nesmrtnosti je prav smrt, smrtnost, umrljivost. Se pravi, šele ko umrem, šele po svoji smrti, postanem nekako nesmrten v čisti obliki, kot duša, kot duša zapusti telo. Ona je tista ta prava nesmrtna zadeva. In ta duša bo svobodna, rešena telesa vse do sodnega dne, ko bo spet nekako, ne vem, kako bi temu rekel, dobila, ali pa bo na njo bo spet privezana na telo, ali pa bo telo pripeto na njo. Zdaj, to podrobnosti, kako bo to izgledalo, se ne bi spuščal, ampak mislim, da iz tega, kar sem povedal, zadošča, da neumrljivosti pa nesmrtnosti ne moramo enačiti. Z človeškega vidika je na ravni religioznosti nesmrtnost posmrtna zadeva. Nekaj podobnega je med biti in bivati. To bi najprej čisto na slovnični ravni, gramatikalni ravni, če vzamemo besedo biti in besedo bivati. Bom najprej bivati, kako to gre. Bivam, bivaš, biva, bivava, bivamo, bivate, bivajo. Čista monotonost. Če pa izhajamo niti ne z besede biti, to bom poudaril. Smo pa čisto v drugem polju, imamo pa naslednji splet besed. Sem, si, je, sva, sta, smo, ste, so. Te besede, ki sem jih delal rekel, v bistvu na gramatikalni ravni z besedo biti sploh niso povezane. So različnega etimološkega izvora. In teza moje knjige je, da biti lahko razumemo samo iz prvega osebnega sem. In je ta sem izvor vseh ostalih. Tudi razumevanja si, je, smo in tako naprej. Medtem ko je v navadi, ki se je že zakorenila s Parmenidom, v ospredju tretje osebni je. Se pravi, Parmenid pravi, biti je, niča ni. Moje, to je res, jaz se s tem, da niča ni, se popolnoma strinjam, niča ni, zato iz nič ne more nastati nič. Ampak prvi del je pa zelo zavajajoč. Eni razumejo, ti, ki enačijo biti in bivati, biti in bivajoče, da pač tu Parmenid govori hkrati o biti in bivajoče. Se pravi, bivajoče z veliko začetnico je, a pa bitje. Jaz mislim, da je to narobe. To, kar je bivajoče. Bivajoče je, pa ne ga pišemo z veliko ali pa malo začetnico. Biti v samostaniški obliki pa ni, kot ni niča v samostaniški obliki. Biti je samo glavovska. In tu dobijo potem sem, si in tako naprej.
Biti kot biti v samostojni obliki ne obstaja, kot ne obstaja nič. Če pol rečemo biti nič bivajočega, pademo v drugo skrajnost, pa spremenimo nič v nekaj bivajočega, tisto, kar je enostavno vsega in podobne zadeve. Skratka, to je zdaj ta na gramatikalni ravni. Na filozofski ravni je pa zdaj prišlo, sem pa postal prvič pozoren, no naj omenim, ker je bilo navedeno, da je tudi v bistvu za mojo zgodovinsko autobiografijo, da sem potem, ko sem pogledal slučajno svojo prvo knjigo, tam naletel na vprašanje, kaj to sploh pomeni, da sem. Se pravi, ta sem me je preganjal že od vsega začetka. In sem mu dejal na nek način prednost tako pred bitjo, pred bitjo kot samostalnikom sploh, pa tudi pred bitjem pred izpeljankami. No in na nekaj takega sem naletel zdaj tudi pri Descartu. Vsi poznamo formulo cogito ergo sum. Manj znana je pa formulacija cogito ergo sum sive existo. Odkot ta sem ali biva eksistira. Odkot ta dvojnost. In potem to je v metodi, v meditacijah je pa celo potem v nekaj formulaciji stoji samo sum pa existo. Ampak vzporedno, zakaj? Odkot ta dvojnost, ta vzporednost? Zato, ker ta sem obstaja na predjazni ravni. Moderna filozofija, ki je začel Descartes, pa izhaja iz jaza. Se pravi, iz jaza in njegove zavesti. Ta sem je pa tako na predjazni kot predzavestni ravni. Jaz ta sem vežem na vest, ki šele na ravni bivanja jaza postane zavest. In potem na danem koraku misel kot samozavest. Pri Descartes pa že vsega začetka izhaja iz cogita kot samozavest. Cogito me cogitari. Kot misel misleče misli. In zato, ko pravi cogito ergo sum, misli to na mislim sebe kot mislečega. Se pravi, v bistvu za čisto tautologijo. Ker ta sum nikoli ne opredeli, ne definira. On takoj pride na jaz, na samozavest in tako naprej. Se pravi, obvesti ta povezava v zraku. Ker je v bistvu tautološka. Pomeni, mislim, torej mislim. Ker sebe sploh ne razume drugače kot misleče biti. Se veste, ki se s tem ukvarja. Res, cogitas. To je misel. Mislim torej, mislim kaj? To sebe kot nekaj mislečega. No, to seveda podrobno analiziram, kot sem rekel, se bom skušal čim bolj omejiti, sem najbrž že blizu 5. minuta. Zdaj samo za zaključek rečem še to, da ta navezava biti v glavostem pomeni na izhodiščni sem, ki nastopa samo skozi mojo vest. In kot če rečem, bodi to, kar si, je ta stavek v bistvu to naslanja na drugega, ampak to ponovadi se ne zgodi. V bistvu ta bodi to, kar si, refleksivno sam sebi govori. Bodi to, kar si. Se pravi, zdaj sem v tem dialoškem odnosu s samim seboj. Se pravi, ta predjazni jaz preko vesti hkrati nastopa kot nadjaz. Ampak središče, jedro je pa sam sem in mest, ki iz tega potem na ravni jaza postane zavest, na ravni mišljenja pa samo zavest. No, če zdaj končam, tu potem pridemo do tega, mislim, da je glavna misel Smoletove Antigone
misel, ki išče smisel. Ne. In ta smisel, ne, lahko izvira, ne more iz tretjega osebnega je, niti iz izmišljene biti kot samostalnika, ampak samo iz tega mojega sem in njegove vesti. Hvala lepa. Hvala akademiku, profesorju dr. Tinetu Hribarju, pa vendarle, če imamo že to čast, da vas imamo tukaj, vas ne bomo pustili kar tako zaključiti. Dovolite še eno kratko vprašanje, ravno skozi to vašo legitimiteto, tega sem kot edine legitimne oblike izrekanja biti. Vendarle je potem takem ta knjiga Apologija individualizma, ki smo mu priče tudi v današnjem družbenem življenju, ne samo mišljenju. In koliko je tu, vendarle je knjiga hkrati tudi pravzaprav miselni sprehod skozi zgodovino evropske filozofije, torej tudi skozi mišljenje drugega, koliko puščate biti temu drugemu tudi v tem svojem delu, ne nazadnje, če vendarle je pisan z avtobiografske perspektive. Morda samo še to, da osvetlite, prosim. No, ravno zato gre, da ta sen je, kot sem rekel, predjasni sen in predbivajočni sen, se pravi tudi predindividualni. Tako da individualnost kot individualnost pravzaprav pelje šele Descartes, s tem ravno tem potjo ergo sum, seveda potem naznal temnik tega bivanja, odkot ta bivanje. Po moje se naravni sen sploh ne treba po bivanju spraševati, ker če se začne spraševati po bivanju, potem se bo znašel na drugem polju, bo začel spraševati po vzroku bivanja. Sen pa nima vzroka. Ta je tu. Ko se rodim, je ta že tu in to z vsakim človekom. In zato drugega predpostavlja, ampak na nekaj globlji ravni, to, kot sem prej rekel, vodi to, kar si. Ne v tem smislu izvora bivanja. Jaz nisem izvor lastnega bivanja, so recimo moji starši. Ampak to je na ravni bivanja. Ta sem je skupen meni, mojim staršem, pa vsem nam, ki smo tu, je pa nekaj, kar ga ne moreš reducirati niti na individu, niti na množico. Hvala lepa. Zdaj pa seveda je čas, da stopimo za korak nazaj v preteklost in sicer k Plotinu, ki bo danes tudi ena od osrednjih tem, filozofskih tem, te tiskovne oziroma novinarske konference. Nazadnje predstavljamo dve knjigi, ki se na nek način posredno oziroma neposredno dotikata Plotina. In na prošnjo profesorja dr. Marka Uršiča, ki je bil tako urednik knjige akademika Hribarja, kot tudi urednik knjige Plotinovih zbranih spisov, predajam besedo docentki doktorici Sonji Weiss, ki je, kot sem navedla, zaključila obsežen prevodni cikl prevajanja Plotinovih zbranih spisov. Seveda izkušenj, ki so se ob tem nabrale, Sonja, ne dvomim, da ne manjka, seveda, in da bi o njih lahko govorili več kot teh 10 minut, ki jih imamo morda na razpolago. Pa vendarle, vaša prvenstvena profesija je klasična filologija. In kako ste doživljali Plotina skozi filozofsko misel in skozi seveda samo prevajalsko vašo veščino? Izvolite, beseda je vaša. Hvala. Torej, kot povedano, je ta tretji zvezek zaključek nekega daljšega prevajalskega projekta, prevoda Plotinovih traktatov, 54 traktatov, ki so išli v prvem zvezku najprej prvih 21 traktatov, potem v drugem zvezku naslednjih od 22 do 33 in zdaj še zadnjih 21 traktatov. Vseeno, ker gre za zaključek enega takega projekta, bi mogoče nekaj besed povedala tudi o Plotinu samem, o avtorju, ki je tukaj zdaj v ospredju.
ob tem prevodu, Plotin velja za začetnika novoplatonizma, živel je v 3. stoletju, rodil se je v Egiptu, v Likopolisu in tam ustanovil nekakšno šolo oziroma krožek, kamor je lahko prišel praktično kdorkoli je hotel. Vemo, da so k njemu hodili zelo različni ljudje, filozofi, učitelji retorike, senatorji, politiki, bankirji, tudi ženske. Pri eni izmed teh svojih učenk je tudi našel dom. Vemo, da je na svojem domu tudi sprejemal, da so mu ljudje v varstvo zaupali otroke, da je skrbel zanje, da so v bistvu prihajali tudi ljudje z nasprotno misleči oziroma drugače misleči, med njimi so bili tudi gnostiki, ki jih je nagovarjal v enem od svojih spisov. Skratka, to je bil en tak krožek, v katerem se je veliko bralo, razpravljalo in v duhu. Tukaj zdaj pridemo do teh njegovih zapisov. On je učenec nekega skrivnostnega Amonija Sakasa, o katerem ne vemo praktično ničesar in zato pravzaprav na začetku ni pisal ničesar. V bistvu si je njegov učenec Ameli delal zapiske in ko je v njegovo šolo prišel Porfirij, to je njegov učenec, ki je tudi napisal njegovo biografijo Vita Plotini, ki je šla v prvem zvezku tega tridelnega prevoda. Skratka, ko je Porfirij prišel, je imel Plotin že pravzaprav 59 let in je rekel, da je do takrat napisal že teh prvih 21 razprav, ki so bili objavljeni tukaj v prvem zvezku. Vendar je seveda to manjši delež njegovega opusa. Tako da večino del je napisal pravzaprav v končnem, v zadnjem obdobju svojega življenja in to je seveda tudi treba upoštevati pri branju in razmišljanju o njegovih delih. Zdaj, Plotin velja seveda je začetnik novoplatonizma, ki se je kasneje tudi zelo razmahnil in je našel potem predstavnike tudi v številnih drugih poganskih, pa tudi krščanskih mislecih. Proklos, Dionizij Areopagit, Sveti Avguštin, Boetin. V bistvu samo ime, novoplatonizem, pove, da gre za novo obliko platonizma. Tako da to ne zveni potem preveč izvirno, vendar vseeno, Plotin velja za enega največjih in najbolj izvirnih mislecev pozne antike, ki ga v bistvu pravičeno postavljamo ob bok samemu tudi Platonu in Aristotelu. Sam bi bil verjetno presenečen, ker on se je bolj ali manj imel za komentatorja Platona, čigar dela nenehno citira in tako naprej. Ampak kot je značilno, to je v bistvu obdobje pozne antike, ko je filozofija skušala predvsem uskladiti nauke velikih, kot so recimo ravno Platon in Aristotel v prvi vrsti. Ampak v tej, če lahko rečemo, distilaciji filozofskih idej so imeli recimo tudi stoiki zelo pomembno vlogo. In Plotin tukaj ni bil izjema. Še vedno je platonik, vendar pa vemo, da citira takoj za Platonom najpogosteje Aristotelovo metafiziko in da se zelo opira na stoike. Pripisovali so mu, da plagira Numenija, to je bil eden verjetno manj znanih, ampak v tistem času kar pomembnih srednjeplatonskih oziroma pitagorejskih mislecev. Skratka, na nje vplivala srednjeplatonska šola, Moderat, Gaj, tudi Apolej, ki ga poznamo čisto kot drugega avtorja. Ampak nekaj je moralo biti, nekaj je moralo biti, kar Plotina dviguje med temi doksografi, komentatorji in ga postavlja in mu daje mesto med največjimi antičnimi misleci. Zdaj, veliko beremo, tukaj mogoče bi čisto na kratko omenila en odlomek, ki ga je objavil, ki ga je v bistvu zapisal Porfirij v svojem življenjepisu Plotina, ki objavlja mnenje Longina. To je bil v bistvu Plotinov sodobnik, retor in učenjak in ta pravi, Plotin je, kot se zdi, vzel pitagorejska in plotinistična načela in jih razložil jasneje kot kdorkoli pred njim. Numenijeva, Kronjeva, Moderatova in tako naprej dela se, kar zadeva natančnosti, še zdaleč ne morejo primerjati s Plotinovimi spisi o istih stvareh. In ti spisi se mi zdijo edini vredni obravnave. No, to je recimo eno tako mnenje sodobnika, za katerega je sicer Plotin malo tako omalovaževalno dejal, da je filolog, ni pa filozof, tako da mogoče ne bi vzel tega niti kot velik kompliment, ampak dejstvo je, da je Plotinova karizma izhajala več kot iz njegovih spisov ali celo besed.
ker bil je eden izmed najbolj gorečih uresničevalcev antičnega prepričanja, da se mora filozofija zliti z življenjem do te mere, da v bistvu med njima ni razlike. Seveda to so počeli že filozofi pred njim, ampak recimo filozofija, naprimer Kinika Diogena, ki je že v Sodu, je veliko bolj radikalna in v tem smislu preprostejša od tiste, ki si jo je zadal Plotin. In zadal si je v bistvu nič manj kot to, da se s to nekakšno trdo asketsko držo, oziroma s to askezis, ki v grščini pomeni v bistvu vaja, urjenje, vrne tja, odkoder je prišel, zaživi življenje, ki mu je po naravi dano, a ga je izgubil, in to je v bistvu čisto življenje v mistični združitvi z enim ali dobrim, s tem najvišjim počelom, najvišjo hipostazo. Brez motnje telesnega obstoja, katerega je v bistvu, ki ga v tem smislu ovira, ki ga pretresa in mu nekako preprečuje to osredinjenje v najvišjem delu sebe, se pravi v njegovem umu. In recimo tudi Porfirij poroča, bom na kratko spet prebrala, na ta način je bival tako s seboj kot z drugimi. In pozornost, ki jo je usmeril vase, ni popustila nikoli, razen v spanju. Tega je skušal umeti tako, da je malo jedel in z neprenehnim obračanjem k svojemu umu. Se pravi, šlo je za dejansko nekakšen način življenja, v katerem je on živel, to vse, kar sem prej omenila, živel neko vsakdanje življenje, se družil, skrbel in bil odgovoren za ljudi, predaval, poučeval, bral in celo pisal v zadnjem obdobju in hkrati ves čas živel to svoje notranje življenje, osredinjen na ta končni cilj. Seveda, ko govorimo o dobrem enem, bi bilo prav predstaviti tudi to Plotinovo znamenito triado hipostas oziroma najvišjih, zdaj si skoraj težko, po tem, kar smo slišali, upam uporabiti izraz obstoječih resničnosti, kaj so te hipostaze, to so eno, in duša, pri čemer je že to, da jih damo skupaj, nekako napačno, ker od tega je eno presežno najvišje in presega vsako bivanje in vsak obstoj. Že Platon, vemo, je onkraj vsega bivajočega postavil najvišje dobro, oziroma on je rekel, onkraj vsije bitnosti. Vemo, da je Aristotel na sam vrh od vrhovnega boga postavil ki umeva samega sebe. In v bistvu grška misel, že od predsokratikov dalje, je težila k temu monizmu, k iskanjemu enotnega počela, iz katerega izhaja vse. Tako da Plotinova, ta povezava transcendentnega dobrega z nekim predhodnim enim, ki ga je v svojo mistično filozofijo naj bi ga vključil že Platon, je zagotovila oboje. V bistvu transcendentno počelo, ki ga ni mogoče doseči z mislijo, z razumom, hkrati pa dobro. Dobro, ki je dobro v tem, da se daje naprej, da sproži ta proces nastajanja in kreacije. Tukaj seveda se zelo bojimo uporabiti izraz vzrok, ampak Plotin ga je pogumno uporabil in pri tem dodal, da eno daje, česar nima, da eno daje to, kar ni, da eno ni nič od tega, kar daje. Tako da to je ta največji paradoks mogoče Plotinove filozofije. Tudi vse ti izrazi, ki jih uporabljam, kreacija, nastajanje, porajanje, so pravzaprav vsi prepovedani v Plotinovem diskurzu o dobru, ki je brezčasno onkraj nastajanja in porajanja. V bistvu je že sam izraz dobro, nekakšna kršitev tega kodeksa. Vendar dobro ne bi bilo dobro, če se ne bi dajalo naprej, kar seveda pomeni, da samo po sebi ne more biti sterilno in v tem smislu je vir vsega. Toliko na kratko, nekaj samo res besed o Plotinu in njegovi filozofiji, kar je seveda težko povzeti v 5 minutah. Mogoče, če imam še malo časa, bi se še predstavila ta projekt prevajanja, pri katerem sem sodelovala, oziroma sva sodelovala s profesorjem dr. Uršičem, ki je tudi pisec 2 spremnih besed v prvem in drugem zvezku. Poleg tega avtor monografije, ki jo bomo predstavili tudi v nadaljevanju. Gre za naslov Izbrani spisi in vemo, da se Plotinova dela predvsem poznajo pod naslovom Eneade. To je treba vedno nekoliko razložiti, namreč pristop, za katerega sva se odločili z urednikom dr. Uršičem,
temelji na kronološkem zaporedju nastanka traktatov, ki so sicer vsi nastali nekje med Plotinovim 50. in 65. letom, se pravi, potem, ko je preden je umrl. Ta delitev na 6 enead je v bistvu posledica Porfirijeve, to je ta njegov učenec in biograf, njegove delitve na 6 deveterk, izmed katerih vsaka, kot pove ime eneada, enea pomeni 9 v grščini, vsebuje 9 traktatov zelo različnih dolžin. Nekateri imajo eno stran, nekaterih imajo skoraj 100. In pri tej ureditvi, ki ima v bistvu tako precej pomembno tudi vsebinsko ozadje, je Porfirij ravnal zelo arbitrarno, ker je moral potem tudi, da se je številčno vse ujemalo, nekatere daljše traktate razrezati in druge strniti. Po drugi strani imamo recimo, tako dobimo recimo zelo dolge traktate o duši, ki so potem razdeljeni na 3 dele, ali pa recimo imamo 13. traktat, bi težko rekla, da je traktat v bistvu je videti kot nekaj strani zapiska, ki bi si ga človek delal, zapiskov, ki bi si jih človek delal na predavanju. To niso nepomembni, tudi ti traktatki mali, ampak težko bi jim rekli, da so neka filozofska razprava. Tudi naslove so dodali v bistvu njegovi učenci. O lepem, o ljubezni, o umski lepoti, o dobrem, o zlu, o previdnosti. Nekateri naslovi so v bistvu pravce te teze, o tem, da ideje niso izven uma, o tem, da so vse duše ena sama in tako naprej. Zdaj, vsebinski kriterij enead je, pri Porfiriju je bil nekako, da bi tematiziral prvi eneadi etiko, v drugi naravno filozofijo, v tretji recimo bolj kozmološka vprašanja, potem pa 4. o duši, 5. o umu in 6. o enem. Seveda pa tudi to ni šlo čisto tako, ker dejansko Plotin ni tako pisal in imamo v teh eneadah potem tudi traktate, ki ne sodijo morda čisto v vsako eneado. Tako da v preteklosti je sicer ta ureditev po eneadah prevladovala in v bistvu so bili redki izdajatelji, med temi veljal omeniti Harderjevo, Butlerjevo in Tylerjevo izdajo enead, ki je bila kronološka, to je nemški prevod. Se pa v novejšem času vedno več tudi izdajateljev in prevajalcev odloča za tak način. Se pravi, za objavo po kronološkem zaporedju nastanka, ki je tudi ohranjen v Vita Plotini. Zdaj, ta kronološka izdaja je pomembna v toliko, ker lahko pač sledimo ne ravno miselnemu razvoju, ker kot rečeno so ti traktati nastali v krajšem in zrelem, vsi, po Plotinovem obdobju. Vseeno pa lahko sledimo nekemu miselnemu toku Plotinovega zapisovanja, ki je bilo sicer na mestoma precej kaotično in zato je pomembno z vidika tudi nekaterih nedoslednosti in ponavljanj v poznejših traktatih, da vemo, da se lahko obrnemo na prejšnje. In tudi vemo točno, kateri problemi so, oziroma katera vprašanja so zaposlovala Plotina pri pisanju določene skupine traktatov, če tudi nimajo istega naslova. Recimo, to je ta traktat, ki je v bistvu ti traktati proti gnostikom, ki so v bistvu tudi kozmološki, govorijo pa tudi o umu in so v bistvu imajo različne naslove, ampak se vidi nek skupni miselni tok. Zdaj, ta tretji zvezek, ki je pred nami, je posvečen pravzaprav drugemu, tretjemu obdobju, kot ga je tudi razdelil Porfirij. Nobeden od teh, to, kar je v bistvu lahko povemo, nobeden od teh 3 zvezkov, zbrani spisi 1, 2 ali 3, ne vključuje bolj ali manj pomembnih Plotinovih del. V vsakem bomo našli gotovo vsaj nekaj najpomembnejših. Recimo, če povem samo en primer za vsakega, v prvem zvezku imamo traktat o dobrem, v drugem imamo o umski lepoti, v tretjem imamo o svobodni volji, pa bi lahko naštela še več za vsakega. V vsakem imamo tudi nekaj bolj šolskih traktatov, bolj doksografskih, ali nekateri, kot rečeno, so bolj miselni utrinki. Vsak zase je na nek način sporočilo in razodetje, morda krajši celo bolj kot daljši, ki so prav take razprave. Tretji del seveda je morda, zagotovo je impresiven že zaradi obsega in dolžine, tudi njem je zbrana praktično malo manj kot polovica celotnega Plotinovega opusa. Tudi teme so zelo raznolike, o sreči, o zlu, o dobrem, o svobodi, o previdnosti, ljubezni.
In številne od teh tem nagovarjajo tudi sodobnega človeka zlasti z etičnimi dilemami. In recimo tukaj je na koncu zlasti ne vse prisotno to vprašanje smrti. Prav v zadnjih traktatih, no recimo to je ena taka stvar, ki bi se porazgubila, če ti traktati ne bi sledili kronološkemu zaporedju. Za konec samo še eno mojo misel ob tem zaključku in s tem mogoče tudi odgovor na vaše vprašanje. Kot klasična filologinja sem bila nekako trenirana vedno živeti z besedilom, iskati v besedilu vse najgloblji smisel, natančno ga pregledati, obrniti, pregledati 10-15 različnih prevodov, kritičnih komentarjev. Seveda tukaj je vprašanje tekstne kritike, ker grško besedilo nikakor ni enotno, prevajalci se odločamo za različne rešitve. In to je eno tako potovanje za vsakega prevajalca, ki pač res ni samo prevod, ki je delo z besedilom, ki je skušal dobesedno tudi dešifrirati neko besedilo, neko misel in vse to v nekem širšem kontekstu traktata, pa ne samo traktata, ampak tudi celotne misli. To je ena izkušnja, ki da človeku ga postavi, v bistvu zahteva od njega eno skrajno poštenost, eno skrajno ne iskanje krajših poti, ampak v bistvu precej neizprosen trud, kar velja se mi zdi za vsako delo s takimi misleci. In seveda, ko gre pa za prevajanje, pa mogoče vsi mislim, da še nekoliko bolj. O Plotinu bi rekla samo še to, da je živel kot je umrl v družbi zvestega prijatelja in hkrati sam. V nenehnem iskanju, je rekel, samega. Obrniti samega sebe k samemu, monom, to je se pravi tisto eno dobro. In njegov življenjski napor se je smrtjo končal, če lahko verjamemo prepričanju, ki ga je izrazil v zadnjih traktatih, da je smrt za filozofa prej dobro kot zlo. Čeprav seveda nikoli ne sme smrti uporabiti kot za beg pred napori dobrega, kvalitetnega, filozofskega življenja. Namreč to življenje ni v begu pred resničnostjo, v umiku pred svetom. To je Plotin ves čas izkazoval. Ampak v iskanju nekega ravnovesja med vsakdanom in to filozofsko askezo. Plotin se je ves čas trudil to združiti in kot tak se mi zdi lahko zelo dober zgled tudi modernemu človeku, ki se nekako raztrgan, zgubljen, ranjen v tem v bistvu virtualnem, digitalnem svetu, ves čas nekako išče, zbira skupaj, se neguje in se skuša poiskati. In jaz mislim, da je bil tudi takrat človek postavljen pred ta isti izziv. Gledati navznoter ali navzven, gledati navzgor ali navzdol ali oboje in kako. In zato se mi zdi smiselno, da danes beremo mislece, ki so izkusili to tenzijo notranjo in so jo osmislili in da se poskusimo od njih tudi še česa naučiti. Hvala. Hvala lepa docentki doktorici Sonji Weiss za to izčrpno predstavitev tako celotnega projekta, torej vseh 3 zvezkov, avtorja Plotina in seveda tudi odgovora na moje vprašanje, tako da mi res ni dopustila nobene možnosti, da bi lahko zastavila še kakršnokoli vprašanje. Seveda pa je ta zaključni spletni nagovor, kako danes brati klasična filozofska dela, torej antična filozofska besedila, dobrodošel za vsak trenutek. Hvala lepa. Zdaj pa se obračam k profesorju dr. Marku Uršiču, ki je tudi vodja filozofskega odseka Slovenske matice. Moram povedati, česar prej nisem, da je bil dolgoletni vodja tega filozofskega odseka akademik profesor Hribar, tako da morda, da se mu zdi do te knjige še enkrat iskreno zahvalimo za to njegovo nekaj desetletno, mislim, da 2 desetletji, trajajoče delo v tem času. Eno redkih veselj. Tako da v tem času vemo, da je bilo izdanih izredno veliko filozofskih besedil pri Slovenski matici. Zdaj ga je nasledil, kot sem rekla, profesor dr. Marko Uršič,
Tokrat predstavljamo njegovo monografijo Presežne prisotnosti s podnaslovom Eseji o Plotinovi metafiziki svetlobe. Vemo seveda, da je metafizika svetlobe, luči, kakorkoli to imenujemo, od antike vse od Platona dalje in njegove znamenite podobe o votlini, seveda nagovarjala številne filozofe in tudi sodobne filozofske raziskovalce. Tako da bom zastavila vprašanje na ta način. Ali bi ta knjiga doživela luč, ugledala luč, če ne bi bili urednik Plotinovih zbranih spisov zadnje desetletje? Je pravzaprav to neke vrste refleksivni zapis tega vašega uredniške izkušnje? Nenazadnje se vidi, da ste zelo zvesti v tem delu Plotinu in njegovemu nagovoru, ukolikor gledamo samo strukturiranje besedila, ki je tudi, naj povem, razvrščeno v 3 dele po 9, torej po 9 sklopih. Več pa seveda profesor dr. Vršič, sam izvolite. Hvala lepa za besedo. Torej najprej bi pač odgovoril z preprostim da na to vprašanje. Seveda, ta knjiga, moja monografija o Plotinu, ki je neposredno vezana na Plotina, čeprav to ne pomeni, da mu prav pri vsakem koraku sledim, ker bom v nadaljevanju skušal povedati, na kakšen način jaz berem Plotina, ampak gotovo, da ne bi nastala, če ne bi bilo tega prevoda. To je predvsem pri zadnjem, 3. delu je nastajala. Tako da jaz bi se tukaj, malo sem si tudi pripravil pač eno skico za to, da vsekakor ne bi rad čez 4 ure manj porabil časa, pa vendarle nekaj povedal tudi o tej svoji knjigi in o Plotinu. Začel bi torej najprej z zahvalami nekaj prijateljskim, dragim mi dušam. Prva zahvala tukaj prav gotovo gre kolegici Sonji, prevajalki Sonji Vajns, s katero sva dolga leta, mislim, da zelo dobro tudi sodelovala. Namreč, jasno, ta moja monografija o Plotinu ne bi nastala brez slovenskega prevoda, čeprav sem se jaz s Plotinom, zanj sem se navdušil in začel ga brati v angleščini, v glavnem v tujih jezikih, francoščini, že pred recimo 30 leti in sem tudi nekaj predaval o njem. Sonja mi je zelo pomagala tukaj predvsem tudi pri citatih. V moji monografiji je vrsto citatov, ker jaz mislim, da pač neka interpretacija nekega velikega filozofa, nekega velikega pač dela filozofskega vsekakor more temeljiti na citatih ali pa na parafrazah, na vse zadnje, ampak vsekakor jaz imam pač način pisanja, predvsem je tak moj, da pač skušam najprej razumeti, čim bolj razumeti, kolikor mi je dano in kolikor zmorem, pač to, kar je sam avtor povedal, potem pa na osnovi tega pač naprej gradim svoje misli, svoje interpretacije. Torej, citate tudi v tem 3. delu, mišljeno je bilo najprej, da bi 3. del izšel pred to mojo monografijo, potem se je to zaradi raznih okoliščin nekoliko spremenilo. Monografija, to pravi moja knjiga, ima letnico 21, ampak izšla je dejansko pred enim letom, dobrim, leta 22, zato jo pač v tem sklopu tudi predstavljamo. Torej, hvala tudi za te citate iz 3. dela, ki še ni bil objavljen, in mi jih je Sonja posebej pač ravno za... Tako da to je usklajeno s prevodom, vsi citati so usklajeni s prevodom. No, druga draga mi oseba, ki je danes ni tukaj, ki bi se rad zahvalil, je Miljana Cunta, magistra Miljana Cunta, pesnica, kot veste, verjetno poznate. Ona je bila takrat, ko je ta knjiga izšla, oziroma ona je bila urednica te knjige. Knjiga je šla v zbirki Razprave in eseji, ki je skupna zbirka Slovenske matice, kjer izhajajo različne razprave in eseji, med drugim prej je bila omenjena tudi trilogija profesor Hribarja. No,
Potem, da ne bom preveč zdaj tukaj, ona je bila tudi urednica te knjige, no, in pač glavna urednica takrat. In potem bi se pa še rad zahvalil tukaj tudi odsotnemu oblikovalcu Petru Skalarju za opremo te knjige, ki je pač dolga leta z mano sodeluje tudi pri mojih prejšnjih knjigah. Nadalje slikarki Joni Zakonjšek, ki je prispevala to čudovito, po mojem mnenju, sliko za naslovnico tega svetlečega se drevesa, ne, bi lahko tako rekel. In seveda ne nazadnje moji dragi ženi Lučki, ki je tukaj prisotna, da je pač da prenaša moje odsotnosti, moje filozofske odsotnosti, ki so dolge seveda, ne, knjige se piše v samoti in dolg časa to traja, priprava, pisanje in tako naprej. No, skratka, da grem naprej, hvala torej vsem tem in tudi drugim, ki pač s katerimi sem se pogovarjal o tem. Monografija, gre za monografijo o Plotinu, dokaj obsežno monografijo o Plotinu, ki je strukturirana, kot je bilo že omenjeno, na način deveterk. Ta monografija ima pač tudi vso ta tako imenovan znanstveni aparat, ne, se pravi bibliografijo, opombe in tako naprej. Predvsem in hkrati pa sem s to knjigo želel pač napisati ne samo neko akademsko knjigo o Plotinu, se pravi z zgodovinskega, historičnega vidika, ampak knjigo o živem Plotinu. Še danes živem Plotinu po približno 1800 letih, nekaj več. Pa ne samo o Plotinu, ampak širše tudi torej o novoplatonizmu, ampak širše tudi o platonizmu in idealizmu. Eno od osnovnih vprašanj, ki me je tukaj vodilo kot filozofa in ki me je vodilo tudi v prejšnjih delih, je, kaj pravzaprav pomeni idealizem danes. Ne? In seveda pač klasični temeljni idealizem je ravno platonizem in potem pač njegova varianta, poznantična v novoplatonizmu. No in tukaj samo omenim tiste znamenite besede izpred 100 let približno Alfreda Whiteheada, da je celotna zgodovina filozofije pravzaprav samo en niz pripomb k platonizmu. Dobro, to je pač stvar, mislim, pač pogleda, gotovo, ampak deloma pa to drži. Kljub vsem kritikam idealizma, platonizma in tako naprej, je to tisto vprašanje, k kateremu se filozofi vedno znova vračamo. Skratka, to monografijo sem pisal predvsem kot poskus približati sodobnemu bralcu, sodobni bralki, ki iščem modrost, ki je filozof, ki je filozofka, Plotinovo svetlobo duše in duha. Gre za torej neko revitalizacijo, če lahko tako rečem, ali pa poskus renesanse novoplatonizma danes. Zdaj jaz težko v kratkih besedah skušal razložiti, kaj je to pravzaprav, kaj s tem mislim, ampak upam, da bo iz knjige to bolj razvidno. No, eno je prav gotovo to, da je pri Plotinu, tudi v primerjavi s Platonom, da je njegov idealizem, njegov platonizem je, če tako lahko rečem, očiščen ideologije. Predvsem tudi neke politične ideologije. Pri Platonu vsaj deloma je prisotna, recimo, predvsem v knjigi Država, seveda ne v vseh segmentih države, ki je velika knjiga Politeja Platonova. Po drugi strani pa tudi pri Plotinu je pač ni neke, da tako rečem, spet uporaben izraz zasvetne eskatologije v njegovi svetlobi, v njegovem duhu. Pač, če tukaj ta Nietzschejev izraz zasvetja uporabim, se pravi, to ni filozofija, ki bi bila eskatološka v smislu iskanja nekega zasvetja, nekega realnega zasvetja, ampak skuša predvsem duha najti. Seveda, duh je onstran, ampak kaj seveda ta onstran zdaj pomeni, glede na to stran. No, če bi mogoče malo drugače to izrazil, to svoje iskanje, je to neke vrste, kako bi rekel, bolj renesančno, spet konkretno Salis vzeto renesančno branje platonizma. Jaz sem se predvsej ukvarjal z renesanso, tudi predaval sem to in kot veste, v renesansi je bil platonizem, tudi Plotin seveda zelo pač prisoten v renesančnih mislecih in po teh interpretacijah nekaj grem. Seveda se pa navezujem v tej monografiji
tudi na sodobne, ali pa celo predvsem na sodobne interpretacije razumevanja Plotina in tle bi omenil predvsem 3. No, te interpretacije jih je dosti, jih omenjam raznih referenc in tako naprej, predvsem v opombah. Opombe tukaj spodaj tečejo kot en pač sekundarni tok teksta, tok, da ne obremenjujem preveč glavnega teksta. No, 3 interpretacije so nekako ključne, mi bo neka vodila pri razumevanju Plotina. Prvi bi bil to nemški filozof, plotinovec tudi Werner Bayer-Waltes, od katerega sem si pravzaprav tudi sposodil to sintagmo metafizika svetlobe. On je napisal eno zelo navdihujočo razpravo s tem naslovom Metafizika svetlobe pri Plotinu. In pri Bayer-Waltesu sem našel tudi eno ključno, recimo en ključ k razumevanju tudi teh odnosov med hipostazami ali pa med dušo kot hipostazo in posameznimi dušami in tako naprej pri Plotinu. Namreč to je odnos, ki ga imenuje Bayer-Waltes identiteta v diferenci, identitet in differenc, se pravi istost v različnosti ali pa v razliki. No, to je prvi. Drugi je Pierre Hadot, francoski, Hadot se piše, francoski mislec, zgodovinar, znan filozofije, v slovenščini imamo prevedeni 2 njegovi knjigi, en od njih je pred kratkim tudi prevedla kolegica Sonja. Torej, Hadot, zakaj Hadot? Zato, ker Hadotu gre za kontemplativno branje filozofije. Filozofija je kot neka pot duha, in to se mi zdi za branje Plotina ključno. Se pravi, je vzgoja in hkrati praksa duha. Tako da Hadot je tle pomemben. In kot tretjega naj omenim, tretji je pa Anglež iz 20. stoletja, že dolgo umrl, Arthur Armstrong. Arthur Armstrong, ki je pa starosta pravzaprav novejših teh Plotinovih študij. To je nekoliko bolj analitičen pristop, ampak ne striktno analitičen v tem anglosaškem pomenu. Armstrong je bil namreč pred recimo 30 ali več leti, ko sem jaz prvič srečal Plotina in ga bral v angleščini v dvojezični izdaji, tej Armstrongovem prevodu, kjer je pač tudi grški tekst, je bil moj prvi vodič, da tako rečem, po Plotinu. No, vendar je to predvsem moja, vendar ne samo moja, knjiga o Plotinu, neke vrste hoja za Plotinom, če rečem malo patetično, predvsem pa dialog s tem velikim mislecem, s tem velikim duhom, ki nastopa v nekem smislu tudi kot, če rečem tako skupaj s Sokratom, sokratovsko, kot neke vrste moj filozofski daimon. To je predvsem dialog, ne pa neka polemika, ker polemik mislim, da imamo že dosti in preveč, predvsem v sodobnem času raznovrstnih, od družbenih do političnih, predvsem pa tudi filozofskih. No in pri vsem tem sem nekako sledil tudi in sledim kot tudi v svojih prejšnjih knjigah nekemu načelu filozofiji, pri branju filozofije, pri razmišljanju o filozofskih mislih, de te fabula narratur, o tebi govori ta zgodba. Branje filozofije kot nečesa, recimo, pač distanciranega, kot nečesa, kar se mene ne tiče, pravzaprav ni smiselno. V filozofiji si ali pa nisi. Filozofija ni doksografija, ni historiologija. Seveda mora biti tudi to, mora biti natančna, historična pač obdelava teh mislecev in tako naprej. Ampak filozofija, res razumeti filozofijo, pomeni skratka biti v njej, v tej zgodbi upleten. No, zdaj pa samo še par besed, mislim, da imam 5 minut, mogoče še, o teh 3 delih knjige, ki to je napisano tudi na zavihu knjige, na drugem zavihu, se nekako kratka razčlenitev. Knjiga je razdeljena nekako na 3 dele, na 3 deveterke, ne na 6, prvotno je bil ta naslov, mislim, ta načrt še širši, prvotno sem imel pač to nekako, mislim, pred leti v mislih, da bi bila to 2 pramena, da bi bil eden zahoden, plotinovski, recimo en pa vzhoden, bolj budističen, ki je seveda tudi blizu na drugačen način ta vzhodna modrost. No, iz tega pač potem sem nekako naredil drugo knjigo, recimo nekaj delama, še sem ločil to. No, prvi del te knjige ima naslov Sijoče kraljestvo uma. Gre za vprašanja, da jih sam naštejem,
Kaj je pravzaprav kot svet idej? Kaj je ta svet idej? To je neka taka fraza, neka sintagma, ki jo srečamo že pri pouku filozofije v srednji šoli, Platonov svet idej. Kje je ta svet idej? Kdaj je? A so sploh pertinentna taka vprašanja? A smemo tako vprašati? Odgovori na to vprašanje so dostikrat enigmatični, paradoksni. Svet ideje vselej nikoli, recimo, ali pa povsod in nikjer in podobno. Predvsem gre pa tukaj eno od centralnih vprašanj moje knjige, vprašanja odnosa med Plotin, dostikrat uporablja besedici tu in tam. To bi bilo v, recimo, poznejših filozofskih terminih, bi bilo to imanenca, transcendenca, ali v lepi slovenščini prisotnost, presežnost, to tudi ta naslov, presežne prisotnosti, kjer jaz pač razvijam tudi neko svojo, pač neko misel na osnovi tudi drugih mislecev, je bilo že omenjeno prej tenzija, jaz govorim o transcendenčni napetosti, transcendenčni tenziji med tu in tam, med prisotnostjo in presežnostjo, ki mislim, da je nujna za vsakršno akcijo, za kakršnokoli delovanje, življenje in tako naprej. Tretje tako vprašanje je kot logos v kozmosu. Kaj to pomeni? Jaz sem se v profesorskih letih, ko sem bil še aktiven, precej ukvarjal tudi s kozmologijo, sodobno kozmologijo. Ta tema, v kozmosu je še zmeri seveda na dnevnem redu. To ni nekaj, kar bi bilo zaprašeno v zgodovini, ampak še zmeri pač je to vprašanje, kaj to pomeni v ali pa zakoni, bi rekel Einstein, v kozmosu. Potem četrto tako vprašanje tega prvega dela je lepota uma, ki jo zelo, zelo poudarja Plotin na različnih mestih, primerjava z zvezdnim nebom, uma z zvezdnim nebom. S tem se tudi knjiga začne, po predgovoru prvi esej se s tem začne. Potem peta tema so tudi neke primerjave, jaz skušam pač, mislim, tudi neke globlje primerjave najti med Plotinom, vzporednice mogoče, primerjave so težke vzporednice. Na eni strani recimo z Leibnicom, eno poglavje imam tudi en esej o Leibnicu, z njegovo monadologijo, seveda so tle podobnosti in razlike precejšnje, pa tudi po drugi strani z budistično, predvsem mahajansko Indrovo mrežo. Indrova mreža je ena taka prispodoba o neskončni mreži biserov, ki vsi zrcalijo drug drugega in potem v ad infinitum, tako rekoč zrcaljenje in tako naprej. So podobnosti, so pa seveda je treba poudarjati te razlike. V drugi del knjige je nekako najobsežnejši in tudi najbolj recimo zakoreninjen v tem svetu, če tako rečem, ker naslov je Duša med duhom in telesom. Predvsem skušam poudarjati, kot že v prejšnjih delih, resničnost duše. To se mi zdi ključno za današnji čas in seveda duha, ampak predvsem začnemo z resničnostjo duše. To seveda ne pomeni, eo ipsos, že avtomatično ne pomeni to, da je duša nesmrtna. Ampak resnična pa je. In to recimo ena stvar, ki pri Plotinu, mislim, brez tega, da to doumeš, tem ne moreš naprej. In tudi to je ena glavnih poslanic teh tekstov, resničnost duše pri Plotinu. Potem seveda odnos duše in telesa. To danes se imenuje to mind-body problem in se obravnava na različne načine. Potem odnos med časom in večnostjo, tako je tudi naslov Čas in večnost, o času in večnosti enega od teh Plotinovih traktatov. Nadalje sledi analiza spomina, ali pa tudi neka hermeneutika spomina, če tako rečemo. Potem o svobodni volji in nujnosti, to je že Sonja malo omenila to. Tukaj je tudi en pojem pri Plotinu in sploh v stari filozofiji pronoja. To pomeni previdnost, ker še ni v antiki božja previdnost v tem smislu, kot je to poznejši krščanski skolastiki, ampak to predvidnost, da se nekaj predvidi, da se svet, da ni samo neko naključje, ampak da je pač nekaj, kar je stvarnik ali usoda ali kakorkoli, da je predvideno. Pri Plotinu je treba tukaj poudariti, predvsem on ima tudi 2 traktata o previdnosti, oziroma en daljši traktat v 2 delih, poudariti treba predvsem to, da Plotinovo dobro ali eno ni gospodar sveta.
To ni nek vladar v smislu pantokratorja, kot je to v monoteističnih religijah. No, potem je tukaj tema o smrti in zlu in ne nazadnje o daimonu, temu sokratskemu, recimo daimonu, ki človeka, tudi mene, morda vodi. V tretjem delu z naslovom Krogi luči, tretji je najkrajši, zelo zloščen, v bistvu na nek način, sem izbral 9 zame nekako, težko reči najlepših, ampak zelo pomembnih odlomkov iz Plotina in potem sem razvil kratke meditacije na te odlomke. Tukaj prehajam iz filozofskega diskurza bolj v neko pesniško dikcijo. No, seveda, tukaj je važna razlika med dobrim ali enim in umom. To je recimo v neki določeni povezavi, mogoče ni isto, ampak v neki povezavi tako z recimo apofatiko v mistični tradiciji, kot z ontološko diferenco v sodobni moderni filozofiji. No, skratka, da končam z nekim povabilom k branju te knjige, predvsem pa seveda Plotina. Zelo sem vesel, da imamo to pod streho, zbrane spise. In mislim, da je to zelo pomembno za slovensko filozofijo in tudi v nekem smislu za širše, mislim, glede na, ne samo za filozofe, ampak tudi širše. In lahko vas pa še tako povabim, verjetno bo bila še šla. Matica pod zvezdami, se pravi neka bolj taka, ko bi rekel, meditativna razprava o Plotinu bo 29. marca tega meseca tukaj v tej dvorani in bomo trije mi dva Sonjo, pa tukaj navzoči Igor, bomo imeli tako razpravo o Plotinovi filozofiji, tako da ste vabljeni, tiste pa popoldne ob 18. Hvala lepa. Hvala lepa, profesorju dr. Marku Uršiču. Kar nekaj izhodišč smo dobili v vprašanje seveda luči in vprašanje poti. Skratka, v kakšni luči je potem takem Alma Sodnik predstavljena v tem delu, kako je predstavljena njena življenjska pot in filozofska pot in pa seveda tudi kako, glede na to, da smo slišali, da filozofija ni faktografija in historiografija, prikazati delo Alme Sodnik. Vse to so vprašanja, ki se odpirajo v tem zborniku. Naj povem, da smo leta 2019 praznovali stoletnico ustanovitve Univerze v Ljubljani in da sem takrat na Slovenski matici dala pobudo za simpozij o Almi Sodnik iz več razlogov. Predvsem zato, ker je bila tudi prva dekanica v Jugoslaviji, prva dekanja leta 1952 do 1953 je bila dekanja Filozofske fakultete v Ljubljani. No, knjiga pa je šla v letu, ko se spominjamo stoletnice, odkar je dizertirala, torej odkar je opravila doktorsko dizertacijo pri Francetu Webru. Več pa Olga Markič, izvolite. Hvala. Ja, kot je bilo že rečeno, danes je tudi dan po 8. marcu, tako da je tudi lepo, da se spomnimo v bistvu prve, lahko rečemo, slovenske filozofinje, ki je dosegla to najvišji akademski naslov profesorice filozofije. Pot takrat med obema vojnama za ženske znanstvenice iz različnih področij, pa tudi umetnice, ni bila lahka. Tudi Alma Sodnik je po uspešnem zagovoru doktorske dizertacije, bila je ena od 23, ki so doktorirali pri profesor Webru, samo 2 ženski. Je potem kot odlična študentka dobila priložnost, da je postala demonstratorka in asistentka. Odšla je na Dunaj, kjer se je dodatno izobraževala, raziskovala. Plod tega dunajskega raziskovanja je bila potem njena obsežna knjiga Zgodovinski razvoj estetskih problemov. Mogoče še to, da njena doktorska dizertacija, psihološka analiza akcenta, ni tematizirana v tem zborniku, je pa zdaj kolega Vitez, ki predava na Filozofski fakulteti, to dizertacijo
zelo podrobno prebral in upam, da bo lahko prispeval še en kamenček v mozaik na enem delu, ki v tem zborniku ni bil tako izpostavljen. Alma Sodnik je potem po drugi svetovni vojni postala profesorica in kot je že omenjeno prva dekanja in je nekako zelo globoko zaznamovala filozofijo na našem oddelku. Zanimivo je, ne, da si je med obema vojnama lahko rečemo, da je bila v stiku z takratnim dogajanjem v Evropi, pa tudi v tedanji Jugoslaviji. Lahko beremo kritike oziroma recenzije, ki so si jih podajali beograjska filozofinja Ksenija Atanasijevič in Alma Sodnik, prijateljevale z Elzo Kučero. Anica Savič-Rebac je bila še ena filozofinja, ki se je ukvarjala predvsem z antično filozofijo. Vse te filozofinje so bile izjemne znanstvenice, vse so imele probleme na svoji akademski poti, tako da si delijo v tem smislu tudi usodo. In kar lahko zdaj rečemo je, da v današnjem času smo nekako priča enemu takemu trendu nekako spet odkopavanja žensk v zgodovini v različnih vejah znanosti, tako tudi v filozofiji. Izkazuje se, da so tudi filozofinje, ki so bile pomembne v svojem času in ki so jih spoštovali takrat, so potem nekako izginile iz kanonov. Tako da dejansko jaz, ko sem urejala ta zbornik, sem šla malo pogledat. Res, v učbenikih filozofije zelo težko najdemo ženske. Tako da je ta knjiga tudi en tak mali prispevek k temu, da Almi Sodnik, ki je pač nedvomno res zaznamovala naš oddelek in filozofijo, da je ne bi pozabili. Tukaj sta prisotna še dva profesorja, ki sta jo še poslušala, profesor Hribar in profesor Kalan, kar sta tudi opisala v svojih prispevkih. Mlajša generacija pa jo sliši oziroma jo spoznavamo samo preko del, zato se mi zdi pomembno, da smo v bistvu izdali neko kritično refleksijo njenega dela. Profesor Jerman je tudi pri Slovenski matici izdal izbrane spise, v katera so bila uvrščena njena dela, ki niso bila objavljena v knjigi. Tako da imamo nek korpus tega, kar precej nekaj je še ostalo tudi v NUP-u, v zapuščini. Žal kolegica ni uspela pripraviti zelo zanimivega prispevka, ki ga je predstavila na simpoziju, ki je ravno raziskoval v bistvu delo, ki ni bilo objavljeno in ki ni zagledalo luč sveta. Tako da upam, da bomo lahko te stvari nadoknadili in da boste tako koordinacija kot profesor Vites, da boste to lahko še dodala k temu, kar pač o Almi vemo, Almi Sodnik vemo. Zdaj, da ne bom predolga, bi vseeno mogoče na kratko samo povedala, Alma Sodnik, kot sem rekla, se je ukvarjala z različnimi vprašanji, kar je poskušala že v tem svojem delu, ki je pomembno delo za zgodovinski razvoj estetskih problemov, je nekako izpostavila to zgodovinsko metodo, o kateri piše potem zelo podrobno tudi kolegica Maja Malec, ki se je v svojem prispevku ukvarjala sicer predvsem z Descartom. Če gremo kar mogoče k razporedu, temu, kar so kolegice in kolegi o njenim delu napisali, vidimo, da je Alma Sodnik se ukvarjala tako z vprašanji zgodovine filozofije, antične filozofije, kot z vprašanji novoveške filozofije, kot smo že omenili estetike, tudi slovenske filozofije, bila je začetnica, v bistvu raziskovalka slovenske filozofije
In vse to nekako je vsaj v nekih malih obrisih zajeto tudi v tem zborniku. Sama sem v nekako prvem vodnem članku predstavila predvsem Almo Sodnik kot žensko filozofinjo. Napisala je drobno knjižico Smernice za vzgojo deklet leta 1924, v kateri je nekako podala zelo zanimive misli o tem, predvsem kako naj bi se dekleta izobraževala. Podala tudi nekaj svojih pogledov, ki so mogoče z današnjega vidika mogoče malo zastareli, vendar se potem tudi v njenem delu izkazuje, kako resno je vzela to, da bi morali imeti tako dekleta kot fantje enake možnosti izobraževanja. Ni priznavala nobenih razlik, takrat je še zmeraj, pa tudi še danes, je nekako dostikrat izraženo prepričanje, da za neko racionalno, abstraktno mišljenje to je pa le bolj moška zadeva. Alma Sodnik tega ni priznavala, sama je v svojem delu izkazovala izredno natančnost in lahko rečemo, da je negovala to racionalno metodo, ki lahko rečemo, da jo je nekako prevzela oziroma jo je zelo natančno in skrbno analizirala pri Descartesu. Zdaj, kot rečeno, sledijo za tem nekako poskusom umestitve Alme Sodnik v ta vprašanja žensk v filozofiji, sledijo 3 prispevki, ki obravnavajo delo, kjer je osnovna osrednja tema Descartes. To so profesor Hribar, profesor Uršič in docentka Maja Malec, ki izpostavljajo prva 2, predvsem to vprašanje, o katerem je bilo tudi danes že nekaj rečeno, drugo, se pravi tretja Maja Malec, pa predvsem to vprašanje metode. Zdaj, jaz se tukaj ne bi spuščala preveč v detalje posameznih prispevkov, upam, da boste knjigo vzeli v roke in potem lahko te stvari prebrali, tako da bi samo še omenila, kako sledijo potem. Sledi še potem članek profesorja Kalana z naslovom Alma Sodnik, zupanec in problem metafizike, v katerem se profesor Kalan osredotoča na predavanja, ki jih je imela Alma Sodnik o Kantu. Berilo, članek, ki je zelo zgoščen in ga je težko povzeti, tako da spet predlagam, da ga res potem natančno preberete. Potem sledijo prispevki Božidarja Kanteta in Bojana Žalca, ki se nanašajo na prispevek Alme Sodnik k estetiki. Profesor Kante se bolj nanaša na Kanta, na subjektivno in moralno, medtem ko profesor Žalec nekako skuša iti skozi nekako narediti kritičen prikaz estetike, kot jo je obravnavala Alma Sodnik. Sledi prispevek Nine Petek, sprehodi Alme Sodnik po vrtovih Epikurove filozofije. Alma Sodnik je objavila spise o antični filozofiji v Makedoniji, v Skopju, v časopisu Živa antika. In profesor, docentka Nina Petek je zelo zanimivo in natančno pogledala, kaj je bil prispevek, kako je Alma Sodnik nekako sprejela in analizirala Epikurovo filozofijo. Sledi še prispevek Janeza Juhanta o Almi Sodnik, o dialogu med Almo Sodnik in Alešom Mučeničnikom. Se pravi, Alma Sodnik je bila vpeta, kot sem že prej rekla, tako v evropsko filozofsko srenjo, bila je tudi na kongresu v Parizu v Descartesu in hkrati pa je seveda bila vpeta tudi v slovensko filozofijo in to je en od prispevkov na to področje. Knjigo zaključuje prispevek Helene Koder, ki je tudi tukaj prisotna, z naslovom Za Almo, v katerem avtorica na izjemno
lep način prikaže življenje Alme, se pravi, če smo ostali se ukvarjali predvsem z njeno filozofijo, pa v tem prispevku dobimo vpogled v Almo kot osebo, žensko, tako v vsakdanjem življenju, kot tudi osebo, ki je v bistvu neprestano prepletala svoje vsakdanje življenje z filozofijo. Izjemno lepo je prikazan njeno delo, njeni opombe, meni se je zdelo to izredno zanimivo, v Kantovo knjižico. Tako da, če kdo želi izvedeti kaj več o Almi Sodnik kot osebi, je to izjemno lep pogled. Toliko nekako o tem. Upam, da bomo še kdaj lahko še o kakšnih filozofinjah rekli in da bomo odprli ta prostor vsem. Hvala lepa. Naj povem, da je tale zbornik izšel v zbirki Odstiranja, ki sicer prinaša razne teme, simpozijev, ki se odvijajo v Slovenski matici, v sozaložništvu s Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kateri se zahvaljujem. Enako se zahvaljujem Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, tudi za podporo knjigi Sem torej bivam. Morda zaključim tale samo stavki o Almi Sodnik, ki jih je zapisala gospa Helena Kodar. Samo oči, ta pogled, samo ta je opozarjal nase in pretegoval pozornost. V njem je bilo vse. Zazrtost navznoter, odprtost navzven. Zelo globoko in predvsem dolgo smo pogledali v naše knjige, zato se vam opravičujem, če je novinarska trajala nekoliko dlje. Zdaj se odpiram še vam, morda kakršnokoli vprašanje. To je dokaz, da smo bili res dolgi, tako da zaključujem današnjo novinarsko konferenco, se zahvaljujem za prisotnost in seveda kličem na naše dogodke o Plotinu, kot ste slišali, 29. marca ob 18. uri v Slovenski matici. Hvala lepa.